Danes z nami današnji sogovorniki, predsednik vlade Miro Cerar, ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Vsi bodo podali izjave, potem v nadaljevanju pa za vsakega po eno vprašanje. S tem bomo potem tudi zaključili, tako da se res pravno tega držati. Najprej pa k besedi vabim predsednika vlade. Lepo pozdravljeni. Glede na ugibanja o tem, kaj se dogaja za zdravstveno reformo, ki so se pojavile v javnosti, želim danes zelo jasno povedati, da je ministrica za zdravje že 9. decembra, to je prejšnji petek, predložila, tako kot je bilo dogovorjeno, koaliciji, vrhu koaliciji, paket zakonov, torej vse tiste ključne zakone, ki jih je obljubila, da jih bo predložila. In s tem pravzaprav ne samo izpolnila zavezo, ampak tudi storila pomemben nadaljnji korak, in to je enega ključnih korakov v nadaljevanju zdravstvene reforme. Kot veste, reforma je proces, ki smo ga že začeli, ki se nadaljuje preko sprejema, da nima tudi zakon o lekarniški dejavnosti, tobačnega zakona, tudi preko projekta skrajševanja čakalnih vrst in nekaterih drugih. Zdaj pa so tukaj bi rekel, na obravnavo prišli tudi ključni zakoni, ki smo jih seveda že vsi pričakovali. To zelo pozdravljam, zato ker s tem stopamo naprej po poti modernizacije zdravstva, v dobro ljudi, pacientov, torej vseh nas, predvsem pa tudi zdravstvenega sistema, ki ga želimo na ta način korenito izboljšati. In naj poudarim, da seveda po 25 letih je to prvi odločen, pomemben korak v smeri modernizacije zdravstva in na tem bom kot predsednik vlade seveda vztrajal, da se ta proces nadaljuje. Želim tudi poudariti, da s tem seveda gremo po neki poti, v katero sam osebno in tudi ministrica, obe ministrici in mnogi drugi stopamo povsem neobremenjeni. Nismo del nekih zgodb, ki bi nas obremenjevale, ne popuščamo pritiskom teh ali onih lobijev, kot se seveda domnevali govori. Prizadevamo pa si za izboljšan, kakovosten zdravstveni sistem za ljudi. Tako da zdaj pričakujem seveda intenzivno razpravo na podlagi te predložene zakonodaje znotraj koalicije, seveda kasneje na vladi in v državnem zboru in verjamem, da gremo v pravo smer. Naj seveda še poudarim, da je kakovostno javno zdravstvo zaveza vseh treh koalicijskih partnerjev, tako da verjamem, da bomo skupno šli naprej. Zagotovo se bodo pojavila tudi nekatera vprašanja pri usklajevanju, pri sprejemanju te zakonodaje, ampak to je nek normalen demokratični proces. Je pa tudi dejstvo, da bodo potrebna še dodatna usklajevanja glede nekaterih finančnih vidikov oziroma glede finančnih vidikov za posamezne ukrepe, kajti to je zelo zahtevna materija, ki jo moramo še dokončno, bi rekel, pripraviti. Tako da pričakujem v prihodnjih dneh, da bo to usklajevanje potekalo, medtem pa seveda delamo naprej tudi v praksi, da bomo čim prej prišli do teh ključnih izboljšav na področju javnega zdravstva. Toliko za uvod, zdaj prepustim besedo ministricama. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot sem že večkrat dejala, že cel obdobje mojega mandata, to je dobri 2 leti, delamo spremembe v zdravstvu, sicer po korakih, ker so seveda zelo zahtevne, obsežne. In tako kot je gospod predsednik vlade povedal, bomo prvič po letu 1992 imeli celovite spremembe tako zdravstvenega zavarovanja, kot tudi druge spremembe. Naj omenim, katere vse sistemske zakone smo že predložili. Ravno danes verjamem, da bodo zvečer v parlamentu sprejeli prvi sistemski zakon o lekarniški dejavnosti, ki bo po 24 letih spremenil sistem lekarništva v Sloveniji v korist pacientov. Prav tako veste, da smo pripravili prav tako po 7-8 letih zakon
o prepovedi uporabe tobačnih in drugih izdelkov, ki poleg prenosa direktive uvaja tudi z konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije določene ureditve, ki bodo prav tako v korist prebivalcev in bodo preprečile škodljivost kajenja predvsem pri mladostnikih in mladih ljudeh. Kot pa je bilo povedano, smo v petek predložili ključni paket zakonodaje, vsaj tako je večinsko mnenje. To je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti, kot veste, se že eno leto usklajuje. Zakon je zdaj usklajen do te mere, da gre ta teden v postopek na vlado in nato v parlament. Prav tako je bil predložen spremembe zakona o pacientovih pravicah, kjer bo na sistemski način uredil čakalne dobe, tako z vidika pacientov, kot tudi z vidika zdravstvenih izvajalcev, pa seveda za mnoge ključni zakon, to je zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki je zelo zahteven zakon. Sami veste, da nobenemu ministru in nobeni vladi do zdaj ni uspelo pripraviti nov, modern, celovit zakon, seveda z tudi viri in vzpostavitvijo prave strukture dolgoročnega financiranja v povezavi tako z obveznim kot tudi dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Glede teh samih možnosti izračunov, ker veste, da v blagajni je vsled varčevanja prišlo do določenega primanjkljaja sredstev, ki se seveda odrazi tako v čakalnih dobah, kot tudi v kumuliranih izgubah v bolnišnicah, smo pripravili določene variante izračunov. Morate pa razumeti, da je za to potrebna uskladitev z ministrom za finance, tako z vidika vzdržnosti javnih financ, kot tudi z vidika vzdržnosti zdravstvene blagajne, zato da bi dolgoročno lahko zagotovili našim prebivalcem kvalitetno oskrbo, pravočasno, tudi s skrajševanjem čakalnih dob. Naj omenim še v tem delu, da se seveda pripravlja tudi poseben projekt dodatni skrajševanja čakalnih dob za naslednje leto, ki bo seveda vključeval tako kratkoročne, tudi dolgoročne elemente. Za vse to pa morate razumeti, prvič, da je potrebno poleg usklajevanja tudi uskladitev in pa konsenz koalicije, preden grejo zadeve v javno razpravo. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Ne bo nobeno presenečenje, če začnem s tem, da je moja vloga pri pripravi zdravstvene reforme predvsem skrb, da bodo predlagane rešitve javnofinančno vzdržne. Prve rešitve oziroma prve predloge v zvezi s tem smo obravnavali že ob pripravi zakona o omejevanju porabe tobačnih in sorodnih izdelkov in se takrat že dogovorili za postopen prenos določenih stroškov oziroma financiranja določenih aktivnosti iz zdravstvene blagajne v državni proračun. V zvezi s tem bomo, se pravi, ta del reforme štejem za usklajen in moramo samo, bom rekla, izvedbeno pripraviti ustrezne zakonske podlage. Prav tako smo se že dogovorili za okrepitev financiranja preventivnih aktivnosti. Ostajajo pa še v postopku usklajevanja nekatere druge rešitve, ki jih predlaga Ministrstvo za zdravje in te bomo v naslednjih dneh še intenzivno usklajevali, predvsem z vidika njihove javnofinančne vzdržnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa odpremo za vprašanja. 3 vprašanja, pa potem zaključimo mi. Lahko vprašanje postavimo vsem trem ali samo enemu? Eden na ena. Potem
Potem bi pa predsednika vlade vprašal, rekli ste, je v petek koalicijskim partnerjem ministrica predstavila paket zakonov. Predstavila je paket izhodišč. Zakaj koalicijskim partnerjem, ki bodo nenazadnje to zakonodajo sprejemali v državnem zboru, če imate res vse napisano po členih, potem niste predstavili zakonskih predlogov, ampak samo izhodišča, recimo ključnega zakona o zdravstvenem zavarovanju na 2,5 straneh. Ni šlo za izhodišča, razen tam, kjer je šlo dejansko za izhodišča. Šlo je za ključne rešitve, ki jih vsebujejo zakoni. In verjetno si lahko predstavljate, da na vrhu koalicije se ne moramo ukvarjati s 100 ali 200 členi zakonov, ampak imamo vedno se strani ministrov na dnevnem redu predstavitev ključnih rešitev. Tu seveda računamo na korektnost in strokovno znanje ministrov ali pa strokovnih sodelavcev, ki so tudi v tem primeru sodelovali, da so nam zelo natančno predstavili rešitve. Diskusija je trajala več ur in smo dobili tudi odgovore na vprašanja v zvezi s posameznimi rešitvami. Tako da, kdor pravi, da niso bile predstavljene ključne rešitve zakonov, nekoliko zavaja oziroma se moti. Dejstvo pa je, da so nekateri zakoni že formirani v obliki predloga, drugi pa v obliki izhodišč za javno razpravo. Vendar poudarjam, vrh koalicije je bil seznanjen že v petek z rešitvami, posredovani smo bili tudi zakonski predlogi in potem seveda smo se dogovorili, kako se bo ta nadaljni proces usklajevanja oziroma pregleda teh rešitev dogajal tudi s poslanci in ta postopek, ta proces teče. Tako da zadeva gre po ustaljeni poti in pogledajte, tudi drugi zakoni so včasih zelo pomembni, pa jih seveda ne obravnavamo na ta način. Tukaj je to za izjemen primer, ker je za izjemno pomembno reformo, ki jo podpiramo vse 3 koalicijske stranke. Zato smo želeli tudi na vrhu koalicije posebej že uvodoma dobiti informacije o teh ključnih rešitvah. Običajno nas na nek način informirajo ministri o tem v kasnejših fazah. Tako da štejem, da je bilo vse korektno in bistveno je pa to, da imamo zdaj pred seboj ta paket, za katerega se je ministrica zavezala. Ta zaveza je izpolnjena, zdaj pa treba intenzivno delati naprej, da ga spravimo v življenje in da ob tem paketu vodimo tudi tiste aktivnosti, ki že potekajo za skrajševanje čakalnih vrst, za, bi rekel, izgradnje recimo urgentnega centra in tako naprej. Vse tisto, kar bo optimiziralo prakso v bolnišnicah in seveda pripomoglo k boljšemu zdravstvenemu sistemu in boljši kakovostni storitvi za bolnike. Toliko. Hvala lepa. Tukaj je vprašanje za ministrico. Na Vzdevnik. Kateri od različic ukinjanja dopolnilnega zavarovanja se nagibate oziroma nove dajatve? Bo dajatev odvisna od prihodkov posameznika? Seveda, da bo odvisno od prihodkov posamezna in seveda k tisti različici, kar bo kolegica Mateja potrdila, ki ne odnaša ali pa dodatno obremenjuje državni proračun. Še eno vprašanje. Jaz mislim ministrico za finance. Za ministrico za finance, dobro. Potem pa Tadeja, potem pa zaključimo. Velja? Izvolite. Helena Lovinčič, Radio Slovenija. Ravno tu bi nadaljevala, kjer je kolegica zdaj vprašala, namreč, ali lahko nam malo podrobneje razjasnite, kaj bi bilo iz tega finančnega vidika vzdržnosti od vseh teh variant, ki je ministrica predstavila ob ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, najbolj sprejemljivo. In če imate tudi že kakšne izračune, namreč to nas močno zanima, kako bi bila naprimer višina neke dajatve ali pa recimo koliko denarja bi se nabralo več v zdravstveni blagajni. Vemo, kakšne so čakalne vrste. Kot rečeno, cilj zdravstvene reforme je izboljšati zdravstveni sistem v korist posameznikov, ki zdravstvene storitve potrebujejo. Vse aktivnosti so usmerjene v to in sama v bistvu tudi to abstraktno idejo javnofinančne vzdržnosti postavljam pravzaprav ob bok temu. Bolj, ko bomo, bom rekla, robustno zastavili sistem financiranja, lažje ga bomo na dolgi rok zagotovili stabilno financiranje in s tem v bistvu tudi vir za dobre storitve za paciente, za posameznike. O konkretnih izračunih v tem trenutku ne bi želela govoriti, ker kot sem omenila uvodoma,
moramo nekatere predlagane rešitve, podrobnosti predlaganih rešitev še predebatirati, izračune medsebojno uskladiti in ne bi želela v bistvu te razprave, ki jo moramo interno opraviti med ministrstvoma, obremenjevati v bistvu z nekimi umestnimi rešitvami ali pa umestnimi izračuni. Mislim pa, da lahko v imenu obeh obljubim, da ko bomo zadeve medsebojno uskladili, jih bomo tudi usklajeno predstavili javnosti. Hvala lepa, ministrica. In Tadeja, še zadnje vprašanje. Gospod predsednik, pogajanja z javnim sektorjem potekajo. Kaj pričakujete danes od teh pogajanj? Zdaj minister Koprivnikar je napovedal, da je čas za izpogajati se za dogovor samo še do konca tedna, sicer enostranski ukrepi, ki pa jih SD in Desus ne bosta podprli. Kaj potem, oziroma kaj pričakujete do takrat? Tudi ta pogajanja z javnim sektorjem, sindikati javnega sektorja, ki ravno kar potekajo, dodatno obremenjujejo finančno ministrstvo, zato je to tudi eden od razlogov, zakaj to usklajevanje še poteka na obeh koncih nekoliko zamikom, kajti gre na obeh, bi rekel, področjih za zelo pomembna, bi rekel, dogovarjanja. Naj povem zelo jasno, želim si in verjamem, da bo v pogajanjih za sindikati javnega sektorja prevladala tista odgovornost do javnih uslužbencev, do države in državljanov, da bomo našli nek konstruktiven dogovor, kajti ta hip imamo kazalnike našega razvoja pozitivne, gremo v pravo smer, moderniziramo Slovenijo, tudi javnim uslužbencem se stanje do neke mere izboljšuje, pač kolikor dopuščajo to javno-finančne zmožnosti, si za to prizadevamo, vendar seveda v teh danih okvirih. In zato verjamem, da bodo tudi sindikati to razumeli, da to razumejo in da bodo z našimi pogajalci našli skupen jezik. Zato si zelo prizadevamo, smo odprti ves čas za dialog in se bomo do zadnje minute intenzivno pogovarjali, da najdemo rešitev. Mislim, da je vse to in tudi dogajanje, o katerem smo govorili, ko gre za modernizacijo zdravstva, za korak naprej v dobro ljudi, vse to je dobro za našo celotno družbo. Če te procese zdaj nasilno zaustavimo ali kakorkoli se začnemo obračati nazaj v neko preteklost, potem seveda vemo, kje smo. Jaz si tega ne želim. Preživeli smo tisto najhujšo finančno-ekonomsko krizo, zato mislim, da je naša smer zelo jasna. Gremo naprej. Hvala lepa. Nasvidenje.